Radovednih 5. Slovenščina 5. razred. Kako razlagamo pojme. Glejmo si 3 povedi. Google je vodilni svetovni iskalnik, ki išče podatke po spletnih straneh. Druga poved. Spletna stran je dokument, ki je namenjen prikazu na internetu in je sestavljen iz besedila, slik, videoposnetkov. Tretja poved. Brskalnik je poseben računalniški program, namenjen ogledovanju spletnih strani. Razmišljajmo, kateri pojmi oziroma izrazi so razloženi v zgornjih besedah. V prvi povedi je to pojem Google. V drugi povedi imamo razloženo, kaj je to spletna stran. In v tretji povedi imamo razloženo, kaj je to brskalnik. Torej, Google, spletna stran in brskalnik so pojmi oziroma izrazi, ki smo jih razložili v kratkih povedih. Poiščimo nadpomenke v teh povedih. Nadpomenka od Google je svetovni iskalnik. Torej nekaj, s čimer iščemo po svetovnem spletu. Nadpomenka od spletna stran, to je nek dokument. Dokument, ki ga najdemo na spletu. Nadpomenka od brskalnik je računalniški program. Kaj je razlaga oziroma definicija pojma? Definicija pojma je zelo kratko besedilo, navadno v eni povedi, s katerim razložimo ali predstavimo pomen danega pojma oziroma izraza. To je definicija, to je definicija in to je definicija. Definicije najpogosteje najdemo v učbenikih, strokovnih knjigah in leksikonih. Torej, v učbenikih, delovnih zvezkih za naravoslovje boš našel definicijo fotosinteze. V učbenikih, delovnih zvezkih za slovenščino boš našel definicijo samostalnika. V učbenikih, delovnih zvezkih za matematiko boš našel definicijo daljice in podobnih matematičnih izrazov. Pravzaprav je tudi tale poved definicija definicije pojma. Kako je definicija sestavljena? Sestavljena iz 3 delov. Prvi del je ime pojma. V našem primeru je to Google. Torej, če mi pogledamo pojme, ki smo jih srečali zgori, so Google, spletna stran in brskalnik. Potem imamo drugi del, kjer se skriva nadpomenka. Torej je vodilni svetovni iskalnik, nadpomenka v prvem delu, vodilni svetovni iskalnik, nadpomenka v drugem delu je dokument, v tretjem poseben računalniški program. Torej prvi del pojem, drugi del nadpomenka. In pa tretji del je opisano, kaj je značilno za ta pojem. Torej, za pojem Google je značilno, da išče po spletnih straneh. Za pojem spletna stran, da je to dokument, ki je namenjen prikazu na internetu in je sestavljen iz besedila, slik in videoposnetkov. Torej, spletna stran je dokument, ki je namenjen temu, da bo nekoč prikazan na internetu. Ne, da ga preberemo samo in pošljemo nekomu pod e-mailu, tako kot recimo Wordov dokument.
Brskalnik pa je namenjen temu, da si ogledujemo spletne strani. Torej, če je Word program, ki je namenjen pisanju besedil, je brskalnik namenjen temu, da si ogledujemo spletne strani. Poglejmo še en primer. V naslednji definiciji poišči definirani pojem, nadpomenko in značilnosti definiranega pojma. Poiskali bomo 3 dele. Torej, definirani pojem. Atletika je šport, ki obsega hojo, teke, skoke, mete, mnogoboj. Pojem, ki je opisan v tej kratki definiciji, je atletika. Potem, nadpomenka je šport. Recimo, mi bi lahko iskali definicijo, kaj je nogomet, kaj je košarka, kaj je rokomet, kaj je hokej. Vse to bi bilo šport. Torej, nadpomenka od atletike. In pa manjka nam še tretji del, značilnosti. Torej, obsega hojo, teke, skoke, mete in mnogoboje. Če bi postavili na primer enostavno definicijo nogometa, ime pojma bi bil nogomet, nadpomenka enaka kot pri atletiki je šport, nogomet je šport, in pa še kratke značilnosti oziroma opis, v katerem se 22 igralcev skuša premagati nasprotnika tako, da zadane čim več golov. To bi bile značilnosti.